obstaja nevarnost, da bi crknil televizor. 1. decembra ob 3 po noči bomo ugasnili analogne oddajnike in od tistega trenutka dalje bodo naši gledalci in gledalci pač ostalih televizij, torej nacionalne televizije, komercialnih televizij, lokalnih televizij, lahko gledali televizijske programe izključno, če bodo predtem nabavili ali nov televizor z vgrajenim digitalnim sprejemnikom ali pa samostojni digitalni pretvornik, ki ga bodo priključili med anteno in svoj obstoječi televizor. Ponovno naj poudarim, da gre samo za gledalce, ki spremljajo programe preko strešne ali sobne antene in da se ta dogodek v ničemer ne nanaša na vse tiste, ki spremljajo televizijske programe preko satelita, preko kabelskih operaterjev ali preko IP televizije. Prave slike, kaj bo to točno pomenilo, moram reči, da vsi skupaj nimamo. Definitivno je pa največ odvisno od nas in od ponudnikov set-top boxov ali pa prodajalcev televizijskih sprejemnikov po Sloveniji. Tako da bi vas v bistvu tu z tega mesta pozval, da čim prej poskrbite, če ne zaradi drugega, da boste lahko gledali čudovite programe Pop TV in kanala. Hvala lepa. To rešte, ne? Tudi stališče TV3 je odlično, zato ker mi zdaj pač bomo svoj signal lahko poslali tudi v domove, v katerih do zdaj ni bilo TV3-ja. Tako da sa poslovne strane nama je tudi digitalizacija en pomen projekt. Tako da mi bomo podpirali, tudi bomo podpirali v informacijskem smislu in 1.12. pričakujemo, da bo switch off analogni uspešen v Sloveniji. 15. novembra v ponedeljek, čez dobrih 14 dni torej, bo v prime timeu na ključnih informativnih programih teh nacionalnih mrež bodo ljudje pozvani, gledalci, gledalke, da naj v časovnem oknu 5-10 minut preklopijo na drugi program ali na kanal A ali na TV3 in ugotovijo, ali sprejemajo sliko ali ne. V primeru, da slike ne bodo sprejemali, bodo videli tisto sliko, kakršne bodo deležni po 1. decembru, torej ne bodo imeli slike, če se ne bodo v preostalem času opremili z primernimi napravami. In druga stvar, naša naloga je, ministrstva, ki jo jemljemo nase, da bomo upravili razgovore tudi z dobavitelji. Zdaj smo med njimi imeli tekmo za najugodnejšega ponudbi, da za teh, bom rekel, 4000 set-up boxov za prejemnike te pravzaprav upravičence iz naslova socialnega položaja. Smo jih spoznali in sam se tudi obvezujem, da bomo skupaj s kolegi na ministrstvu v prihodnjih tednih z njimi komunicirali na način, da bo zanesljivo na razpolago v slovenskih trgovinah dovolj naprav, ki bodo omogočili, da bodo vsi, ki bodo to sporočilo tudi zdaj v teh zadnjih tednih prejeli, nekateri so to že storili, ampak zdaj pa res zadnji vlak, da bodo lahko imeli možnost te naprave pridobiti. Cena, kot ste videli, med tem se praktično prepolovila. Različne so cene, mi smo dosegli z temi pogajanji, ker je veliko zelo ugodno ceno, pod 40 evrov, medtem ko v trgovinah so pod 50 evrov, jih je že mogoče dobiti. Pač prednosti sta pretežno dve. Ena je večja ponudba televizijskih programov, ki jih lahko gledalec sprejema z digitalnim sprejemnikom v primerjavi z analognim. Ta trenutek so vsaj 3 programi več kot na analogni mreži. Medtem, ko potencialno zaradi tega, ker je Slovenija zbrala kodiranje MPEG-4, bodo lahko ob izgradnji HD digitalnega omrežja lahko gledalci spremljali tudi televizijo visoke ločljivosti, kar bo pa seveda pomenilo tudi bistveno boljšo sliko in zvok, torej kakovost teh signalov. To sta primarno dve prednosti za gledalce.